Korak za korakom vztrajno se proti prvi ligi približujejo igralci Nafte, pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Potem, ko je Jadran že na gostovanju pri Brinju Grosuplju rumeno-modrim vzel točko, so Primorci tudi na domačem terenu remizirali proti drugi ekipi prvenstva. Na Jesenicah se je odvil gorenjski obračun, ki je s 3-0 pripadel Triglavu. Poleg Triglavanov so na gostovanju slavili še naftaši, igralci Beltincev pri sežanskem Taboru ter Rudar. Velenčani so po zaostanku z 2 goloma slavili v Novi Gorici s 3-2. Pestro bo še v spodnjem delu lestvice, obstanek si je praktično že zagotovila Dravinja, medtem ko sta si Slovan in Krško razdelila plen. 26. krog se je zaradi prvomajskih praznikov začel že v sredo. Otvorila sta ga na igrišču udekanih Jadran in prvi zasledovalec vodilne Nafte Brinje Grosuplje. Kot že ničkolikokrat v tej sezoni so gostje dosegli gol po kotu. V 37. minuti je po obrambi in kratkem izbijanju Lana Jovanoviča zadetek dosegel Nejc Pušnik. Domači so zahtevali prepovedan položaj, a se kapetan gostov ni ujel v ofsajd Zanko. V 58. minuti so imeli gostitelji prosti strel, žoga je poletela v osrčje kazenskega prostora, kjer pa je nesrečno posredoval Matko. Še petič na 8. medsebojni tekmi v drugi ligi sta se ekipi razšli z delitvijo točk. ...250 gledalcev se je zbralo v Podmežakli na gorenjskem derbiju med Jesenicami in Triglavom. Dve ekipi v popolnoma drugačni formi. Jeseničani so pred obračunom nanizali serijo porazov, Triglavani pa zmag. Nermin Hodžić, ki ima v prvi ligi več kot 130 nastopov, je otvoril srečanje s prvim drugoligaškim zadetkom. V Kranj se je preselil iz Domžal pred začetkom sezone. Ko se je tekma bližala zadnjim 15 minutam, je gol kroga dosegel Lukačevic. Po podaji z desne strani je udaril škaricami in matiral jeseniško zadnjo linijo. Žoga je končala pod prečko. Tri minute pred koncem rednega dela je sodnik Borošak piskal najstrožjo kazen za Triglav, ki je običajne temno-rdeče drese zamenjal za svetlo-modre. Klasični izvajalec Marko Brkić je strel z bele pike prepustil Toniju Vinogradcu, ki je v bitki za naziv najboljšega strelca. Hrvat je zadel in dosegel 17. gol sezone. Če bi šteli le zadnjih 10 krogov, bi bil Triglav vodilna ekipa 26 od skupno 30 točk na razpolago. Pred srečanjem med Dravinjo in Krko v ŠRC Dobrava je na lestvici moštvi ločila le točka. Obe ekipi sta še vedno vpeti v boj za obstanek, čeprav imata lepo prednost pred dvojcem Jesenice Gorica. Potem, ko sta se zadnja dva obračuna ekip končala brez zadetkov, je tudi na tokratni tekmi po prvem polčasu kazalo, da se mreži ne bosta tresli. Potem pa je takoj v uvodu drugega dela po kotu najvišje skočil Žan-Luka Žužek. Mladi up Celja, ki v drugem delu sezone za Dravinjo nastopa kot posojen nogometaš, je odločil zmagovalca. Ker so poznali rezultat Brinja Grosuplja, so imeli igralci Nafte še razlog več, da premagajo na gostovanju Ilirijo ter povečajo za dodatni 2 točki prednost pred drugo uvrščeno ekipo. Zadnjega gostovanja na Iliriji pa nimajo lepih spominov. Konec leta 2023 so namreč izgubili z 2-1. Videli smo že Eurogol Josipa Ivana Zorice, Hrvat žoge ne bi mogel bolje zadeti. Dobro minuto pred odmorom je obramba Ilirije izgubila žogo, 3 so bili napadalci Nafte, Maroša je s preigravanjem prišel v osrčje kazenskega prostora, odkoder je z diagonalo matiral Goliča. Lendavčani so tako izpolnili zastavljen cilj. Pred dnevi je v medije prišla novica, da si Celje ogleduje Eneja Marsetiča, napadalca Bistrice, ki je po odhodu Kristjana Trdina prevzel tudi kapetanski trak. Nekdanji mladinec Parme se je predstavil v najboljši luči. V 15. minuti je brez težav preusmeril žogo v mrežo z neposredne bližine. Medtem ko je v drugi minuti drugega polčasa sam krenil v protinapad, žogo potegnil v kazenski prostor, odkoder je z levo nogo še drugič premagal obrambo Bin.
Prvo zmago Bistrice po letu 2023, ki se je na predhodnih dveh tekmah z Biljami razšla z delitvijo točk, je rdečim zagotovil Domagoj Vidović. 21-letni Hrvat je dosegel prvi gol v prvenstvu. Tako Krško kot Slovan se nahajata v drugem delu razpredelnice. Na stadion Matije Gubca je s prednostjo 3 točk pred tokratnimi rivali prišla ljubljanska zasedba. Mreži sta v prvem polčasu mirovali, v 56. minuti pa je slabo let žoge ocenil nekdanji vratar Maribora Zalokar. Predložek z desne strani ga je presenetil na prvi vratnici. Slovan bi s 3 točkami prekinil serijo 3 tekem brez zmage, vendar se je tokratni obračun zelenih in rdečih končal kot na stadionu Kodeljevo 18. oktobra lani z 1:1. Tomaž Zakrajšek je bil najbolj spreten v gneči pred vrati Soma Kumarja. Beltinčani so odpotovali v Sežano k Taboru, ki je v zadnjih 3 krogih doživel strm padec forme, 3 tekme in 3 porazi. V 25. minuti bi lahko Beltinci vodili, Bajra je dobil na levico podajo, ki bi jo moral pospraviti v mrežo, a je žogo preveč dvignil in končala je čez prečko. Napaka za goste ni bila usodna. Na krilnem položaju so imeli razigranega Klemna Mlakarja. Igralec številko 97 na hrbtu je preigraval in podajal do Marina Rantaše. Slednji je žogo v gol pospravil med nogama Zerjalja. V 73. minuti se je Bajraj oddolžil za napako v prvem polčasu. Domača obramba ga ni ujela v zanko prepovedanega položaja. Preigraval je še Zerjalja in z podobnega položaja, kot je padel prvi gol, dosegel še drugega. Napadalec je izdatno izboljšal strelsko statistiko, lani je dosegel 5 zadetkov, letos pa je že pri 17. Po zelo dobrem prvem delu prvenstva je Tabor na zadnjih 5 tekmah osvojil le 3 točke. Srečanje 2 dolgoletnih nekdanjih prvoligašev je potekalo v mestu Vrtnic. V Novo Gorico je na gostovanje prišel velenjski Rudar. Gostitelji so na svojo polovico stisnili zeleno-črne v 25. minuti, se nista razumela Nwanchuku in pa Baruca, a je Nigerijec stekel na svojo podajo, našel v kazenskem prostoru utekajočega Taja Rožiča Šuligoja, ki je dosegel gol še na drugi zaporedni tekmi. Belomodri so imeli svoj trenutek, Nwanchuku je ukradel žogo visoko na svoji polovici, sam odšel v protinapad in z roba kazenskega prostora biljardno natančno ciljal ter poslal žogo od vratnice v gol. Primorci so imeli vajeti igre v svojih rokah, a se je vse spremenilo v drugem polčasu. Da Rudar ne bo milostljivo prepuščal 3 točk domačim, je s prostim strelom nakazal Krefl. V 61. minuti je glavna sodnica Vanja Janković, ki je delila pravico ob spremstvu Helene Buhin pa Slađane Jovičić, dosodila najstrožjo kazen za goste. Krefl je bil zadolžen za strel z bele pike, izkušeni bočni igralec ni zatajil. Le nekaj minut kasneje je Korošec znova storil prekršek. Tokrat se je sodnica odločila, da mu za nepravilno ustavljanje nasprotnika pokaže rumeni karton. Branilec Gorice je imel bržčas predolg jezik in je le nekaj hipov zatem moral z igrišča. Goričani so se morali postaviti v obrambo z enim manj v polju, do konca pa je bilo še skoraj pol ure. Še druga 11-metrovka je bila dodeljena v 67. minuti in še drugič se je izkazal Krefl, tokrat je zamenjal stran. Igralci Rudarja so verjeli v zmago, blizu 3. gola so bili v 72. minuti, nato so celo zadeli, vendar pa je obramba Gorice dobro postavila zanko prepovedanega položaja. Milimetri so ločili goste od 3. zadetka. Naposled pa je Rudarju le uspelo, na desni strani je preigraval Šimić, pomeril na prvo vratnico ter dosegel gol za 3 točke.
Ekipa iz Velenja predtem še nikoli ni zmagala v Novi Gorici, odkar moštvi nastopata v drugi ligi. Ena proti ena je bilo na tekmi Jadrana, Dekanov in Brinja Grosuplja. 3 žoge je v mrežo Jesenic na gorenjskem derbiju spravil Triglav. Minimalno zmago je zabeležila Dravinja proti Krki. Nafta je bila v Ljubljani z 2-0 boljša od Ilirije. Na krilih Eneja Marsetiča je Keti Emi Impol Bistrica s 3-0 premagala Bilje. Remi smo videli v Krškem med gostitelji in Slovanom. Beltinci so se z nasmejanimi obrazi vrnili z gostovanja na Krasu in še zadnja tekma kroga Gorica 2, Rudar 3. 4 kroge pred koncem ima Nafta 5 točk prednosti pred Brinjem Grosupljem. Triglav je tretji in ima 57 točk. Četrti so Beltinci Klimatradnjak. Na 5. mestu najdemo Tabor, ki ima 8 točk naskoka pred Keti Emi Impol Bistrico. Rudar je po zadnji zmagi preskočil Bilje, 2 mesti je pridobila tudi Dravinja. Zdrsnila sta Slovan in Jadran Dekani. Ilirija ima 24 točk, po 23 Krško Posavje in Krka, Jesenice ter Gorica 15. Poglejmo si, kaj nam prinaša naslednji krog. Dravinja doma igra z Ilirijo, Beltinci se bodo soočili s Keti Emi Impol Bistrico. Tekmo si boste lahko ogledali v spletnem prenosu. Nafta gre v Bilje, v Novem mestu bo igrala Gorica. Triglav se bo pomeril z Jadranom, Grosuplje pa proti Taboru. Vse omenjene tekme bodo že v sredo 6. maja. V četrtek pa še 2 obračuna, Slovan Jesenice in Rudar Krško Posavje.